Skok na Arkunt. Želeli jih boste pokazati. Skupaj do najboljše izbire. Preverite ugodno ponudbo gotovinskih in stanovanjskih kreditov nove KBM. Obiščite nas v najbližji bančni poslovalnici ali enoti Pošte Slovenije in skupaj bomo izbrali vam prilagojeno rešitev. Nova KBM. Lep pozdrav, spoštovani in spoštovane, v oddaji Sreda v sredo. Preden predstavim današnjega sogovornika, sem si sam pri sebi postavil 3 vprašanja, s čim naj bi začela oddajo. Morda z volitvami v Združenih državah Amerike, torej zmago Trumpa, morda z tem, da je pred 2 tednoma postal predsednik oziroma podpredsednik seniorjev pri Evropski ljudski stranki v Bruslju, ali morda s tem, da je pred 10 dnevi postal predsednik mestnega odbora Slovenske demokratske stranke v Mariboru. Vseeno najprej pozdrav magistru Zvoneta Cinerajhu, dober dan. Lep pozdrav. Kje bova začela? Pri Trumpu? Lahko, je zelo aktualna. Aktualen je, ker se mi zdi, da je pravzaprav slovensko javnost, njegova zmaga hudo presenetila. Občutek sem celo imel, da bodo nekateri v narekovaje zaradi tega delali samomore. Ja, ne bi si želel glih tega slednjega. No. Ja, je presenetila in presenetila je tudi ameriško javnost. Če gledamo ta osrednji in zahodni del, predvsem New York, vidimo, demonstrirajo o nečem, kar je že gotova zgodba. No. Mene osebno ni presenetilo, sem pa bil nekako prepričan, da kakšnih 8% bo verjetno dobil več kot gospa Clintonova in to sem tudi na Facebooku par dni prej objavil. Malo me to pač vleče še na tisti čas, ko je bilo moje delovno mesto v Washingtonu. Drugače pa to preslikava lahko, presenečenje, da lahko nekdo dobi volitve, tako prepričljivo moramo reči, vendar je ves vesoljni medij, če tako rečemo, proti, ne samo proti Trumpu, ampak proti naše gore Listovce, dami Melaniji, in bi pričakovali en disaster v tej kampanji, pokazal se pa ravno obratno, da je pravzaprav Trump za to svojo prepričljivostjo in načelnostjo sesul demokrate. Tu me seveda zdaj zanima nekaj, namreč. Hudo so ga polomili ameriški politični analitiki oziroma napovedovalci, da ne govorimo o tem, kako so mimo brcnili ali potem brcnili pa naši. Ja. Se strinjam, eni in drugi. Pri nas jaz sploh ne morem razumeti, kako so lahko se fokusirali na nekaj, kar je popolnoma irelevantno za Slovenijo in očrnili vse, kar je možno okoli družine Knaus. To je eno in drugo, nobeden se ni lotil tega, kaj pomeni izvolitev Clintonove potem torej za evropske integracije, za NATO in Trumpova zgodba, če on pride na oblast, ker vendarle je malo strašil, če tako rečem, neposlušne članice NATO, ki ne prispevajo tisti določen dogovorjen procent. Med katerimi tudi Slovenija verjetno, ne? Seveda Slovenija se slabe 0,9% bruto družbenega produkta, od dogovorjenih 2%. V času prve Janševe vlade je bilo 2, ne vem koliko. Ja, 2% je bilo dogovorjeno, vendar postopoma. Mi smo takrat približno 1,6% vlagali, vendar moramo pogledati nominalne cifre. Takrat je bil bruto družbeni produkt kje, sedaj pa je, torej, sicer v sponu rečemo, še vedno, pa vendar je daleč od tistega, ko je bilo pač na oblasti Janševe vlade. Vrnimo se nazaj k tem analitikom, namreč nekaj se mi zdi, če neko primerjavo napravim med slovensko stvarnostjo in med tem, kar se dogaja v Združenih državah Amerike, namreč tudi pri nas imamo problem z anemično veliko volilno bazo, ki se ne odloča, da gre na volitve, zaradi tega, ker kao so isti obrazi, nič se ne bo spremenilo, da rajši ostajem doma. Ampak zanimivo,
Trump je prav to anemično množico znal animirati z morda rahlo izzivalnimi nastopi, celo neki na meji dobrega okusa, ampak jih je animiral in me je prav presenetilo, kolone ljudi v miru čakajo potrpežljivo, da pride na vrsto, da dajo svoj glas. Ja, to smo videli po televiziji, ampak vendarle njihov sistem volitev je drugačen kot naš. Ne. Našega bi trebalo že zdaj popraviti, ne. Poznamo zgodbo dobrih 15 let koliko nazaj. Ne. Pri njih je seveda volilnih upravičencev, torej nekaj okrog 220 milijonov, če se ne motim, ne, elektorski sistem in to je vendarle drugače, ne, kot je pri nas. Ta anemičnost, ki se pri nas kaže, ne, tudi zdaj po teh anketah, ne, ti procenti so kar stojijo, ne, ljudi pravijo, da ne bi šli in niso odločni. Vendarle mogoče je problem to v tem momentu pač manjši. Več podarka bi dal pravzaprav medijem in pač ozadjem volitev, ki so skoraj da, torej ameriški, slovenski, lahko rečemo, preslikava. Ne. Pri nas se dogaja ista zgodba. Ne. Tisti mediji, ki so udarni, državni, ne vem kako, kolega Gorenak bi rekel, da so to levosučni, ne. Mi je všeč ta izraz. Seveda niso na strani sedanje aktualne opozicije. Ne. In zelo podobno, ali pa rečemo čista preslikava na predvolilno obdobje glede Trumpa. Ne. Nihče ga ni podpiral od teh pomembnejših medijev, ne, celo obratno, ne, a vendarle se je zadeva zasukala in je morda to poduk in spodbuda našim volivcem. Namreč nekaj se mi zdi, ne, namreč Trump je znal dobro izkoristiti socialna omrežja. Ne, in ta socialna omrežja so zdaj, mislim, da prvič premagale mašinerijo medijev, ki so podpirale pa absolutno nekega kandidata. Zagotovo. To je tudi po moje ta prava niša v Sloveniji. Ne gre samo za Facebook, teh omrežij je zdaj več in jaz tudi sem kar dosti aktivno na tem področju in vidim, kako prihajajo prošnje za to prijateljstvo, kot temu rečemo in tako naprej. Se pravi, odzivnost je, se splača delati, ne. Dobro, zdaj govorim v svojem imenu in imenu pač svoje stranke, ne. Seveda to velja za vse, ne. Ampak vseeno, bi veljalo neko preslikavo napraviti v slovensko stvarnost, po tej plati, ker namreč konec koncev vam opozicijskim strankam je kaj na razpolago medijskega prostora? Zelo malo. Ja, gledajte, zelo malo. In zdaj, čez ta omrežja mi lahko predstavimo tudi svoj program. Gledajte, prejšnje volitve, rekel ne samo, da niso bile legitimne in poštene, ampak tudi nelegalne. Ne? Vemo zgodbo, da ne ponavljam vseh stvari. In programi, ne, mi smo imeli ves čas egzaktni program, strokovni svet kot vlada v senci je pripravljal vse, kot se spodobi. Ne. Ampak to ni prišlo v ospredje, nihče se s tem ni ukvarjal, mediji te niso pustili zraven. Ne. Zdaj je to seveda absolutno možno, ne, in tudi recimo, če gledamo zdaj prihajajočo interpelacijo vlade, ne, tudi to je eden izmed razlogov. Ure in ure bo debata v parlamentu, verjamem, da bodo ljudje to gledali in mi bomo ravno skozi ta naš program dokazovali, kako bosa in nebogljena je sedanja aktualna Cerarjeva vlada. Bova naredila tudi zdaj, kar se tiče Trumpa, konec s tem, da morda za zaključek Trumpovega. Zdi se mi, ne, da je do izvolitve, kot konj za njim se je prašilo. Ne. V sekundi, ko je postal predsednik, je umiril žogico in se ponuja kot predsednik vseh Američanov. Do 20. januarja, ko bo zasedel prestol, se bo marsikaj še zgodilo verjetno. Ja, zagotovo. Zdaj, naši mediji, nacionalni televiziji, sem videl, so to z negativnim predznakom, češ, da je Hilarijeva imela že celo plejado administracije, vseh 14 000, koliko pač je uradnikov, ki se približno zamenjajo ob zamenjavi pula, ne. Pripravljenih, ne? Ja, v nekje na lagerju, kot rečemo, Trump pa, kot da je šel kar tako sam, ne. To ne drži, ne. Stvari bodo sigurno stale in korak v pravo smer, ne, za pomiritev teh strasti je ravno ta izjava, kot ste jo omenili, ne, torej, da bo predsednik
vseh Američank in Američanov. In to je en pozitivni znak. Bolj zares kot za šalo, za zaključek, namreč, če je imela že Clintonova 14 000 administracije nove, konec koncev sedanja slovenska aktualna oblast ima tako ali tako za sabo kompletni javni sektor, birokrate in tako dalje. Ja, gledajte, vedno so znali na nek način tik pred volitvami malo stimulirati javni sektor, ne samo državno upravo, komplet javni sektor. Ne. Ob tem, to moramo povedati, da je ta sedanja vlada preko 3000 delovnih mest odprla, torej odprla v javni upravi in s tem zmanjšala torej nezaposlenost, to je vse navidezno, to je vse gre na breme proračuna, torej davkoplačevalcev in tistih, ki vplačujejo v državno blagajno. To je narobe. Delovna mesta se odpira v realnem sektorju, kjer se proizvaja pravzaprav dodana vrednost, torej govorimo o financah. Greva v Bruselj. Najprej v Ljubljano seveda, ker prej ste šli v Bruselj, pa postali podpredsednik senior Evropske ljudske stranke, ste bili eden od gostiteljev srečanja, regionalnega srečanja seniorjev evropskih v Ljubljani na temo staranje in varnostno vprašanje. To zna biti zelo pereča zadeva pri tako intenzivnem staranju evropskega prebivalstva. Kdo bo pa v roke vzel puško, da bi se branil? Ja, pri nas je to torej z dveh vidikov možno videti. Jaz večkrat poudarjam, da je prejšnja oblast prišla na položaj s puško in s prevaro. Težko, da taki odidejo kar tako na demokratičen način. Dobro, malo sarkazma. A vendar, demografska slika v Evropi in tudi v Sloveniji je slaba. Zato tudi slaba sinergija med mladimi in starejšimi. To je povsem normalno. Mladi odhajajo za delom, torej kot s trebuhom za kruhom smo včasih rekli, v tujino, in kakšen interes, če se bo ta trend nadaljeval, bo imeli, da vlagajo kot edini zaposleni v pokojninski sklad, recimo. To predstavlja problem, ob tem, ker ste omenili tudi naslov teme, ki smo imeli v Ljubljani, drugi del je seveda varnostni vidik in v sozvočju enega in drugega moramo povedati, da tudi migracije so spodbujene na tak način, ker je vakuum, torej prazen prostor glede mlade nove delovne sile, torej Evropa to je, Nemčija je to eksaktno povedala in potem seveda je to spodbuda in nekak vzgon za migracije, ki niso samo politične, niso samo begunske, ampak čisto ekonomske in tega je bilo morda celo največ. No, konferenco smo sklicali in organizirali skupaj z seniorji ljudske stranke, torej Slovenske ljudske stranke, ki sta dve, pa moramo biti precizni, in Nove Slovenije krščanskih demokratov. Jaz sem res bil koordinator, ampak moram reči, da so mi pomagali tudi drugi. Ocena te konference, ki je sicer potekala v angleškem jeziku pretežno, ker je pač taka pravila so v Evropski uniji, da je tema, ki smo imeli zadela, da je aktualna in pohvale vseh koncev pravzaprav že ves čas dežujejo. Veseli pa me tudi to, da smo uspeli pripeljati vse tri predsednike oziroma namestnik, kako bi rekel, pomočnik, namestnik, kako se imenuje, od gospe Ljudmile Novak, gospod Horvat, in pa predsednik, gospod Zidanšek ljudske stranke in naš predsednik, torej Slovenske demokratske stranke, Janez Janša. Hkrati pa tudi vsi naši, z našega, torej rečemo, sredinsko-desnega pola evropski poslanci. Jaz ne vem, kdaj nazadnje je ta takšna močna zasedba bila. Skupaj se dela, za isto mizo. Skupaj, tudi gospa Novakova bi prišla, vendar je ene težave, smrt v družini jo je zadržalo, tako da to pač treba vzeti za kup. A je ta uspešna organizacija tega regionalnega srečanja potem reflektirala z izvolitvijo za podpredsednika evropskih seniorjev ali konec koncev gre za sicer priznanje delovanju seniorjev Slovenske demokratske stranke? Ja, jaz mislim, da je teža te odločitve bila ravno ta, da smo uspeli skupaj spraviti torej te tri seniorske organizacije pod eno streho,
z skupnim sporazumom in skupnim nastopanjem, tudi predtem že v Bruslu, pa na Dunajski konferenci poleti in tako naprej. Je pa posrečeno seveda ta mednarodna konferenca časovno se je sovpadala. V roku 10 dni smo pol imeli kongres v Bruslu oziroma v Lövnu, to je kakšnih 20-25 km stran od Brusla, kjer je moja predstavitev bila skoraj da nepotrebna. Res pa je, da je bilo kandidatov kar nekaj, da so eni odpadli in da se je gledalo tudi ta enakopravna zastopanost držav, čeprav so ene države pač morda pomembnejše v nekih očeh, dobile po 2 predstavnika. Povejte mi nekaj, kakšna je to pravzaprav armada seniorjev Evropske ljudske stranke? Ja, več milijonska. Glejte, jaz sem vesel, da je bila tokrat ponovno izvoljena gospa Anne Hermans. Belgika, ki je dvignila ta nivo in pa torej pomembnost seniorskega združenja, seniori, ne moramo reči samo upokojenci, to je širši pojem, ki vendarle potem v Evropskem parlamentu in tudi v komisiji lahko sugerirajo in predstavijo težave in probleme, ki jih imajo seniori, ki pa se ne tičejo več samo seniorjev. Če gledamo demografsko sliko, je to generalni problem Evropske unije in Evrope nasploh, ne samo Evropske unije. Prirast, če tako temu rečemo, populacije je slab. In če gledamo nekatere države, ki smo včasih rekli, ali pa kontinente, torej tretje, ne maram tega izraza, ampak da vemo, o čemu govorimo, Azija in Afrika recimo, tam imajo pa demografsko eksplozijo pravzaprav, čeprav so pogoji slabi. Kitajcev je pravzaprav vsak 5. zemljan že Kitajec. Ja, Kitajci imajo usmerjeno že nekaj časa rojstva, mislim, da so se v nekaterih provincah zdaj to sprostili, ampak ni samo Kitajska, pravzaprav jih dohiteva Indija, ki ne regulira rojstev, tudi Pakistan, bistveno manjša država, torej z atomskim orožjem in tako naprej, je dosti pomembna sila. Povejte mi, katere smernice ste na tem kongresu Lövnu sprejeli? Ja, temelj je bil pravzaprav sodelovanje Evrope kot ene skupnosti, tudi v smislu integracij priseljencev, če tako rečem. In da je Evropa lahko preživi samo skupaj. In pa seveda te usmeritve z demografskih vprašanj, ki sem jih prej omenil, se je pobralo pravzaprav iz naše konference, kjer smo tudi izdali eno deklaracijo Ljubljana smo jo poimenovali, kjer točno te stvari egzaktno tudi naštevamo kot problematiko. Ali ta deklaracija, pa konec koncev kongresni dokumenti sprejeti v Lövnu, ali potem pridejo na mize, na klopi evropskih poslancev kot neke, ne vem, ali nove zakonodajne, karkoli? Ja, tako je zamišljeno. Zdaj, jaz problem, ki ga vidim pri delovanju ESU-ja, tu moram biti pač kritičen, je ta, da se premalo publicira, karkoli prihaja, kar pač sproduciramo. Tudi zastopanost novinarjev je bila bistveno slabša, če tako rečem, v Lövnu, kot pri nas v Ljubljani. Se je manj poročalo, ampak vendarle, to je ena plat. Drugo je pa to, kako bodo evropski poslanci ta dokument, ki ga bodo dobili, potem tudi uporabili. Mi bomo seveda peljali svojo zgodbo, slovenski del. Imamo nekaj poslancev, ki so zainteresirani za to, da se te stvari nekako, da se prime bika za roge, kot rečemo, in predvsem naših 5, torej rečemo desno-sredinskih, bo odigralo zagotovo tisto svojo vlogo, ki je potrebna. Je pa res, da te teme, ki sem jih omenil, so pravzaprav tudi teme in Evropske komisije in parlamenta, tudi v svetu Evrope bodo o tem razpravljali, ker demografska slika je pravzaprav lahko začetek konca Evrope, takšna, kot je sedaj. Tu bova naredila vejico po Trumpu in po evropskih seniorjih zaradi 2-3 oglasov.
Okna Arkont. Želeli jih boste pokazati. Skupaj do najboljše izbire. Preverite ugodno ponudbo gotovinskih in stanovanjskih kreditov nove KBM. Obiščite nas v najbližji bančni poslovalnici ali enoti Pošte Slovenije in skupaj bomo izbrali vam prilagojeno rešitev. Nova KBM. Gospod Cinrajh, pred dnevi je bilo v javnih medijih objavljena informacija, da je Maribor po 16 obiskih župana kitajskih mest, župana Fištravca, izgubil v narekovaju obljubljeno naložbo v tovarno baterij, ki naj bi dala kruha za približno 300 delavcev. To je še en fiasko aktualne oblasti v Mariboru. Zdaj, ko ste postali predsednik mestnega odbora Slovenske demokratske stranke, ste nekje med drugim tudi rekli, da čas je, da Fištravec gre. Ja, gledajte, kaj smo dobili, imamo ene 4 kitajske restauracije že v Mariboru, ne vem, če jih malo bila na to okno, ampak malo za šalo, no. Gledajte, tako izletništvo s takimi delegacijami, ki pravzaprav si nimajo tam kaj začeti, ne, je gotovo neproduktivno. To smo vedeli in tako smo tudi ocenjevali že prej, ne. Seveda ta obljuba, ne, mi si želimo, da bi se torej uresničila, ne. Verjetno je celo dr. Fištravec kot župan mislil resno takrat s tole tovarno baterij. Jaz bi rekel, da nerealno, ne, ker treba vzeti primerjavo, ne, eno mesto tam, kamor so odhajali, je 3-krat, 4-krat večje kot cela Slovenija in za pravzaprav v teh pogledih majhen Maribor bi si težko predstavljal, da je to neka dodana vrednost za njih, ne. Je pa to razočaranje toliko večje, ker je to bilo obljuba dana torej od župana. Župan je vendarle župan vseh v Mariboru, ne samo tistih peščice, ki so ga volili, ne vem zdaj točno, koliko tisoč jih je, ne, udeležba je bila katastrofalno slaba, ne, tudi posledica na kak način je prvi mandat. Zopet pa pri Združenih državah Amerike. Ja, in zdaj seveda, gledajte, jaz gledam to čisto tako, ne. Nekdo, ko pride z takšnim nasiljem, ali pa rečemo koristi takšno nasilje, da prevzame pol neko pozicijo oblasti in tako naprej, je v mojih očeh nelegitimen, celo nelegalen, ne. In te volitve, tudi druge, smatram, da so pač produkt tistih prvih, ne. In rezultat pa vsega tega je zdaj to, ne, da imamo v Mariboru pravzaprav, če rečem, županski kaos, ne, to je tak izraz, ki je mogoče tudi primeren v tej situaciji, ker Maribor ne gre nikamor, kot rečemo, ne, investicije stojijo, tiste, ki so mogoče celo dobro zamišljene, jaz sem to že nekje za sortirnico odpadkov pozitivno oceno kot projekt, ne, nujen in tudi bi verjetno kakšna delovna mesta odprl, da tako kot se zadeve lotevajo, ne, da najprej skoči, pa potem reče hop, ne, mestni svet o tem še niti kaj dosti ne ve, ne, tako se delati ne more, ne. In enako je z recimo smučiščem Pohorje, ne, najprej nabavijo neko robo, topove, ne vem kaj še vse, ne, pol pa se študira, kako se bo to poravnalo, ne. Ja, bo že s kakšnim kreditom. Ne, včeraj, ravno zvečer je bila seja mestnega sveta, ne, kjer se je govorilo o rebalansu in ena izmed teh tem je bilo tudi ta, ne. In jasno, da se na tak način svetniki ne morejo odločiti, da bodo podprli dodatno zadolževanje, ne, torej mestne občine Maribor, ne. Ampak meni nekaj ni jasno vseeno, gledajte. Fištravec ima neko svojo koalicijo, ki ga je do letošnjega poletja še podpirala. Pol je koalicija konec koncev v celoti razpadla, bilo je kar nekaj izstopov, odstopov in tako dalje. Kaj pa opozicija? Zdaj v tej situaciji, ko Fištravec za sabo nima stroja volilnega telesa, torej v mestnem svetu, kar se tiče koalicije, je čas, da opozicija dvigne malo glavo. Ja, zadeva je bolj kompleksna, ne, ker zdaj
dalo bi se onemogočati župana še bolj, če se ne bi proračun sprejel. Ne. Torej, seveda mi nismo bili za tak proračun sigurno ne, ob tem, da se celo zmanjšuje, ne, mi bi to v začetku že požegnali, če bi zadeva stala, če bi bili prihodki večji in tako naprej, ne, vendar, da se nekdo zmoti za nekaj milijonov, je to, torej 5,8 milijona, ne, to je kar cifra, ne, in računa, da bo dobil z nekimi prodajami nepremičnin in tako naprej toliko noter, gledajte, jaz ne vem, kaj lahko, kakšne nepremičnine lahko v Mariboru prodaš v kratkem obdobju za 5,8 milijona, ne. Pa komu, ne, predvsem, pa komu. Komu, ja, vse to eno in drugo, ne. Zdaj, opozicija ima seveda zdaj odgovorno vlogo, ne, župana, kot sem nekje so zapisali mojo izjavo, zrušiti kar tako ne moreš, ne. Gospod Stojan Aver se je svojo ekipo lotil zbiranja podpisov, jih je kar nekaj tisoč zbral, ne. To je v bistvu en odraz mnenja, ne, Mariborčanov, ne, torej negativnega o županu, ne, tu ni veliko politiziranja, ne, naključno izbrani ljudje so pač povedali svoje, ne. Ostali, ki smo v opoziciji, pa seveda tudi opozarjamo na te zgodbe, ne. In zdaj župan za svojimi, mislim, da ima zdaj 8 svetnikov, da, če se ne bo zmotil, ker je pripeljal še enega zraven, kaj dost pravzaprav tudi ne more, ne. Naša zakonodaja je tu pomanjkljiva. Glejte, če župan sam ne odstopi ali se mu kaj nehotenega, no, seveda pripeti, ne, je župan pač do konca mandata, ne. Inštrument impeachmenta manjka. Ja, sej vemo, da je to izbor ljudstva in tako naprej, vendar v nekih normalnih demokracijah, torej zahodnih, je tudi ta inštrument predviden, ne. Mi pri nas pač ne, seveda je treba eksaktno povedati in zapisati, ne, pod kakšnimi pogoji, ne. To ne sme biti potem pravilo ravnanja, če se slučajno neka druga opcija v mestnem svetu ojača, če tako rečemo, zdaj bomo pa zrušili pa postavili svojega, ne. Pri Kanglerju se je zgodilo pač ulica, ne. Človek, ki je imel projekte, ki jih je tudi izvajal, ki ga je polomil, niti ne želimo o tem razpravljati, kaj je ljudi spravilo na ulice, vemo, ne gospod Kangler pa njegovi projekti, ki so vse nekaj dodali Mariboru, ampak je bil ten tak test, lakmusov papir, kako se, če se njega zruši in to njegovo ekipo v Mariboru zruši, tudi drugo vlado Janeza Janše. In to je bil ta scenarij, je šel, ja, tako. Morda so jih izvozili zdaj v Združene države Amerike, zdaj po New Yorku na veliko hodijo pa protestirajo proti Trumpu. Ja, New Yorkčani so klasični demokrati, to vemo, vse ne samo tam, ne. Ampak to se bo pomirilo, ne, saj, ne vem, gledajte, problem bi bil, jaz, ki ga vidim, bi bil morda v tem, ne. Impeachment bi se lahko zgodil Clintonovi, če bi bila izvoljena, glede te Clintonove fondacije, ki je tudi ena taka preslikava naše bančne luknje, ne, ki tudi je nezakonita, ne, in zdaj skušajo to zadevo malo pokriti, zamazati, če vse ni bilo toliko, vse je bilo 1,2 manj in tako naprej, zabremzati, v bistvu hočejo parlamentarno komisijo, ki bi rada prišla zadevi do dna in tako naprej, ne. Ne razumem vas, Mariborčane, naprimer, ne, CR da Jankoviću 300 milijonov evrov. V Maribor nekaj malega ste protestirali, ampak pride vlada na obisk, obljubi županu tam, mislim, da 10 ali 11 milijonov evrov nekih sredstev. Ja, celo manj, no. Glejte, to je zanimiva zgodba, ne. Mene je presenetila. Ne to, da je Janković obljubljenih dodatnih, to je dodatna sredstva, so 300 milijonov, ne, ki jih jemljajo ostali občine. Ampak gledajte, dve inštitucije najmanj imamo, ne, če tako rečem, županski, ne, in nobena se ni zgalila, nobena ni protestirala, nobena ni naredila nekega cirkusa, nihče ni šel na ulice, zato ker so prikrajšane vseh ostalih 200 in nekaj občin, ne. Katastrofa, da jaz pravzaprav ne morem razumeti, ne. Po drugi strani pa Mariboru obljubljajo sofinanciranje recimo knjižnice, ne, to seveda v Mariboru potrebujejo, ni debate o tem, ne, ampak knjižnica sa sabo potegne, mislim, da 21 milijonov skoraj, participacija je sta tu nekje 20%, ne, in seveda je občina treba nekaj dati, ne vejo, kje bodo to vzeli, ne, in takšen del tudi pripada torej državi, oziroma bi vlada morala, ne.
Ampak forsira se pravzaprav s Cerarove ekipe to zato, ker imajo, jaz tako na to gledam, že kakšno svojo računico, ne. Ker program, kot ga si je Fištravec zastavil, za investicije je malo drugačen, ne. Ni samo, da se bo torej pobralo ta investicijski denar samo za knjižnico, ampak za 5, 6, 7 drugih projektov, ne. In tu se razhajajo med vladnim insistiranjem na knjižnici, ne. Oboje je seveda potrebno, ampak če porabiš in razpršiš denar, je tudi vprašanje, ali boš tudi to vse realiziral, ne, tako da tudi moramo biti skeptični tudi do Fištravcevih idej, ne. V vsakem primeru je pa Maribor in pa ta naša regija, ne, Pomurje, ne, Koroška in da ne naštevam vseh, ne, nesorazmernem položaju do Ljubljanske kotline, ne. Pozablja se, kaj so te regije včasih pomenile, kako približno so bile proporcionalno dosti dobro razvite, ne, sploh Maribor, ne. Maribor je nekoč, pa ne hvalim bivšega sistema, bil celo tam v 60-ih letih, 56, 57, tretje industrijsko mesto v tedanji Jugoslaviji, ne. Seveda to ni bil produkt samo tiste države, ampak industrija se vleče še iz kraljevine, ne. To moramo povedati, ne, kar recimo levi analitiki in zgodovinari kar zamučijo, ne, kot da tega ni bilo, kot da je leta 45 tam po maju nekaj tu ratalo v Mariboru, ne. Vse to je bilo, res pa je, da so potem sesuli vse te sisteme s Hutarjem na čelu, ne. Pa vseeno, zdaj, ko ste vi prevzeli mestni odbor Slovenske demokratske stranke, a je že prišel čas, da se sejete z ostalimi liderji opozicijskih strank, ne vem, Nove ljudske stranke, ne vem, Stojana Aurija, kar nekaj list je tega, kar vidim v mariborskem mestnem svetu, da vi kot opozicija, konec koncev, ponudite Mariboru nekaj, kar bo pilo vodo, ne pa to, kar prodaja Fištravec. Ja, gledajte, zdaj, stvar je pravzaprav taka, ne. Zdaj, če mi imamo svoj program, ne, približno strategijo, ki jo bomo potrdili, ko bomo postavili torej na noge nov strokovni svet, ki bo neke vrste inštitut, ne, v katerem bodo ljudje po različnih strokovnostih. Mariborska vlada v senci. Recimo, da delamo na tem. Ja, ne. In takrat seveda bo ta zgodba imela smisel. Zdaj, karkoli, s čemer prideš noter, pravzaprav je strel v prazno, ne, ker je župan ima škarje in platno še zmeraj, ne. Je pa zanimivo vodoma, ko ste rekli, ne, kako bi se spravili skupaj, torej zdaj, ko sem jaz prevzel, torej da mariborski odbor SDS, dobil sem namreč samo 2 čestitki, ne, ob izvolitvi z Maribora. Ena je od Stojana Aura, ki je bil v tujini in nekako zvedel, ne, druga pa od župana Fištravca, ne. Nam to kaj pove o tem balansu, ne, in kdo torej v opoziciji želi resnega sodelovanja. Jaz sem pričakoval, da bo to drugače, ne. Mogoče pričakuje od mene, da se bom jaz komu najavil, ne. Ampak gledajte, vse kontinuiteta gre, imamo 5 mestnih svetnikov, 2 svetnici in 3 svetnike, ne, ki, kot pravijo sami, se da sodelovati z vsemi, z večino v mestnem svetu. In to je že en nadstavek ali pa en podstat, ne, da se bo dalo narediti tudi programsko, mogoče kakšno primerno navezo, bom rekel, ne. Mi ne paktiramo z nikomer naprej, nikomor ničesar ne obljubljamo, smo pa zato, da programsko podpremo to, kar je dobro, če bo transparentno, in seveda za sodelovanje pravzaprav z vsemi, ki so sedaj v opoziciji, lahko tudi s kom morda, ki je trenutno v koaliciji z gospodom Fištravcem. Povejte mi, nekje sem prebral, ne, češ Cinrajh je prevzel mestni odbor SDS-a, ker si že obeta, da bo kandidiral za župana v 2018, ampak vseeno me zanima nekaj. Namreč Slovenska demokratska stranka je kar nekajkrat skušala ponuditi v volitvah v Mariboru svojega kandidata, pa vedno za glih, no. Ja, v enem primeru res glih za glih, ja. To je bil doktor Gregor Pivec, njemu je pravzaprav morda v zadnjem tednu zmanjkalo, bi rekli, sape. Zakaj tako, mi ugotavljamo, da se je levi pol
pač odločil, da je Kangler za njih boljša opcija kot Pivec in so se organizirali in na koncu se je pač nagnila tehnica tja. Ne. Mi zdaj, prihodno leto so dvojne volitve, so predsedniške in v državni svet. Ne. Dobro, predsedniške je pač angažma mora biti generalno državni in tudi naš odbor seveda bo tu svoje odigral z svojim kandidatom, torej ne našim z Maribora verjetno, trenutno ne vidimo nikogar, ki bi ga predlagali, ampak bomo seveda pritegnili temu, kar bo stranka rekla. Kar se pa drugače, pa kar se tiče državnega sveta. Mi pričakujemo, torej naš odbor, da bomo resno kandidirali z kandidati za državni svet, torej iz stranke SDS odbora Maribor, iz mariborskega območja. Ne? Nam je všeč še kdo z periferije, vendar SDS v Mariboru rabi svojega kandidata, svojega državnega svetnika. To nam je to. Županske volitve so potem, ne, zdaj, če ne bodo predčasne, če bo gospod Fištravec v tej agoniji vztrajal do konca, kar je definitivno slabo za Maribor, takšno nesoglasje, takšna neproduktivnost ne pelje nikamor, ampak kvečemo navzdol. No, na lokalnih bomo seveda poskušali najti primernega kandidata, kandidatko, ne. Do takrat seveda še je vendarle nekaj časa, ne, in mi seveda štartamo na to, da tokrat županske volitve dobimo. Ali koalicijsko, ali sami, bo čas pokazal. Seveda je ne lep obraz, nov obraz, temveč tisto, kar boste ponudili skozi program, skozi projekte, skozi nekaj, kar bo Maribor dobil potem v naslednjem mandatu. To je tisto. Jaz bi si to želel. Vendar, gledajte, na zgodovino oči, tudi v Mariboru, ne samo na državnem nivoju, da pravzaprav program, ne vem, če je 25% slišan, ne. Rečimo 1/4, vse ostalo je populizem, ozadja, ne, mediji, ne, tisto, kar smo prej sporednice vlekla za ZDA, ne, tu so vedno obveljale. Ne. Če jaz recimo ne morem v najbolj brani časnik, dnevnik priti z enim člankom, ne, kvečemo v pismo bralca, so me včasih objavili, ne, potem veste, da nismo na enake štartni poziciji. Ne. Tudi vprašanje je soočen in jaz sem to malo analiziral za nazaj, tudi ko je naš magister kancler kandidiral, ne, seveda je bil ves čas hendikepiran. Ne, in to je, ne, ljudje tudi tu že v štartu vidijo, aha, se tega niti mediji pravzaprav ne obravnavajo enako. In potem se nam zgodi pač nek 8%, ne, ki je za nas neuspeh. Ne. In jaz sem prepričan, da bomo tudi z štabom mogoče štartali prej, kot smo običajno in pripravili torej kandidata in tudi javnost pravočasno, da bo vedela, kdo je ta kandidat ali kandidatka Slovenske demokratske stranke z Maribora, ki je pretendent, resen pretendent za župansko pozicijo. Seveda boste morali najprej, bom rekel, v narekovaju, na novo zgraditi strukturo mestnega odbora Slovenske demokratske stranke. Vseeno je bilo kar nekaj razpokic in tako dalje. Ja, gledajte, jaz tudi svoja nova ekipa je, nekaj je kontinuitete ostalo, mestnih svetnikov sem že prej povedal. Meni je všeč, da je tako recimo razpršenost, ne, prisotna. Enoumje, ne, vsi, ki tulijo v isti rok z mano, ne, me bodo preko slej zapeljali skupaj z odborom v kakšno grabo. Ne. To smo že v Ranki Jugi večkrat doživeli. Ne. Je pa res, da ta ekipa, ki je zdaj, bo morala pač zagrabiti, ker veliko je takih, ki nimajo, ne vem, kot rečemo, veliko kilometrine na tem področju, da so pripravljeni delati. Jaz na sami volilni konferenci nisem vplival na nikogar. Enostavno sem se odločil, ne pokličem nikogar, kar se mene tiče in kar se tiče članov izvršilnega odbora. Torej, kot bo padlo in bo padlo, kot so se volivci odločili, to sedaj imamo. Mi smo že imeli torej konstitutivno sejo, na kateri smo izvolili novega tajnika oziroma tajnico, sekretarko bi rekli, gospod Karmen Kociper, gospod Ivan Celcer, Dejan Kalok sta podpredsednika in
Imamo tudi žensko podpredsednico, gospa Renata je sicer tudi nov obraz, ampak vse to ni toliko pomembno. Marsikdo je mislil, sej dama nima toliko političnih izkušenj, ne vemo, ali spada k nam, ni dolgo članica, ne. Veste, to nič ne pomeni. Mi smo veseli vsakega simpatizerja, ki se tudi čez ne vem koliko let odloči, zdaj bo pa tudi član hkrati. Ne. Pomembno da je, da sprejema ta naša pravila igre, ki jih pač imamo dogovorjena tudi na državnem nivoju in da je pripravljen delati. Meni je to najbolj pomembno. No. Pripravljen delati to pomeni, da je treba iti med ljudi. Ja, to je prvo. Glejte, mi imamo res malo deficita, kar se tiče mladine. Ne. Ena prvih prioritet je, da postavimo na noge torej močen odbor našega podmladka. Ne. Treba iti v javnost, ne. Postaviti štank mogoče pred kakšnim fakulteto. Včasih zna kakšna grda beseda past, kakšno jajce prileti. Ne. Jaz sem včasih rekel, ja, hvala Bogu, da mi kdo še kaj bo zabrisal. Me bodo vse mediji povzeli, nekaj drugače, vse veste, kako je. Ne. To je eno, drugo pa seveda je treba delati tudi znotraj stranke. Ne. Vse se ve v javnosti, da smo razčiščevali te odnose znotraj, tudi marsikdo je bil presenečen, ko so nam poslanci recimo izstopali, ne, oziroma premaknili so se pač tam, kamor spadajo, jaz se rekel. Ne. Je pač tako in mi ne bežimo od tega. Ne. Takšno prečiščevanje, če tako rečem, je vedno dobro. Vsake toliko časa bi tudi morala vsaka stranka politična. Se konec konca stranka je živ organizem, ne, če smo že... Ja, ni vse v članarini, ne, in tudi ni vse v samem članstvu, kot pravim. Ne. Simpatizeri, volivci so pomembni, z njimi je treba delati. Koliko smo zdaj tu v Mariboru zaspali, težko rečem, ne, ampak če gledamo analitično rezultate, ne, leta nazaj, pač volitve so tiste, ki pokažejo, kje kotiramo, ne. Moramo reči, da bo treba dati pač zdaj najmanj v tretjo brzino, če se tako izrazim. Do lokalnih volitev, če bodo 2018, ne, je še kar nekaj časa, še precej Drave bo pod Dravskim mostom stekla, pa vendar, a je Maribor že dosegel dno ali gre lahko še nižje? Kar se tiče sociale, bi rekel, da je pravzaprav na dnu. No. Maribor leze proti 20% brezposelnosti, to za takšno... Hvala Bogu, ja, po drugi strani pa seveda ne. Vsakega očeta, detka, babica, torej mater skrbi in boli srce, ko morajo otroci iti delno iskati pač ali v Avstriji, vse ni samo v Avstriji, ne, če gledamo celo Slovenijo, ne, Italija in tako naprej. Ne. In to seveda odhajajo tudi odlično izobraženi kadri. Ne. In seveda je to problem, ker te ljudi težko potem dobiš nazaj. Ne. Ob tem, da je tudi problematika teh delavcev na začasnem delu, kako bi rekli, v tujini, tudi dvojno obdavčevanje, ne, tudi tu sedanja vlada pravzaprav ne naredi nič, pa gre za tisoče ljudi. Ne. In zdaj, kaj se bo zgodilo? Ti ljudje ne bodo prišli nazaj, ker tako dela nimajo. Zgodilo se bo to, da se bodo povsem izselili iz Slovenije, ne, ker bodo rekli, sej bož, da sem pol tak ali tak v Avstriji, ne bom barem dvojno obdavčen. Ta drugi del obdavčitve je tudi precejšen zalogaj. Ne. Smo slišali, da eni so celo po 10.000 evrov in tako naprej. No. Ti protesti, ki jih imajo, ne, pa se vidite, izvenijo v prazno. Mi smo se na tem področju angažirali v drugi Janševi vladi kar precej, dr. Milan Zver, evropski poslanec in tudi podpredsednik naše stranke je na tem področju veliko naredil, ne. Ampak seveda za izgubo vlade, torej mandata, ne, to. Ne. Enako je za Maribor, ne. Mi obrobno je nesmiselno, da capljamo ob Fištravcu. Ne. Mi moramo, torej stranka sama ali koalicijsko mora prevzeti oblast v Mariboru in s programom iti naprej. Preden se posloviva še mimogrede, vam je pa CR kar zrihtal nekaj novega. Dobili boste migrantski center. To pa je kar nekaj, ne? Ja, zdaj ne vem, če bo glih to, ali bo to torej že, kot je na Pobrežju, so ti prostori že stojijo. Glejte, Maribor ni navdušen nad, ne bom rekel, smo ksenofobni, ampak nismo ravno za to. Enako je Šentilj, vse ni samo Bela krajina, tista, ki se buni, ne.
In poznate primer tudi v Kidričevem, ko so se ljudje pač postavili na ulici. Problem, ki ga vidim, je to, ker ni dialoga, ne notranje ministrice za svojimi adjutanti. To je ja vaša someščanka. Ja, pa res je, ja, tudi sva se že videla na istem kafiču svoj cajt. No, ampak hoče povedati to, da reagirajo šele takrat, ko so ljudje že na ulici, ne? Se vendarle moraš vsaj županu in tej ekipi in ljudem, katerih se to tiče, ne, ki tam živijo, povedati, kaj se bo zgodilo. Ne? To je način komuniciranja, ki ga jaz poznam kot edinega verjavnega. Kako ta vlada ravna, je to zelo zanimivo, ne? Da hočejo, včasih smo rekli, da potakneš pač kot kukavica v gnezdo, torej jajce. Ne? In one ga potikajo kar, torej tudi v Mariboru, no, moram reči. Ne? No, jaz ne vem, če že Maribor mora dobiti, ne, v narekovaju mora dobiti ta migrantski center, zakaj ne potem CR ne doda še 200 milijonov zraven? Ja, vse to, gledajte, no, to se tudi refundira iz EU skladov, ne. To ni tak zalogaj, ne. Mi nismo pravzaprav proti kvotam, ne, ker seveda migranti nekje morajo biti, ne. Smo za enakopravnost. Torej, da se proporcionalno med države razdeli ta kvota migrantov, ki so že noter, oziroma ki še prihajajo in so prosilci za azil, ob tem, da se finančni zalogaj ravno tako, ne, in da se upošteva, torej dve stvari. Prvo, šengenski akis, to je šengenski pravni red v popolnosti, vse države, ki so noter, ne, in da se vključi tudi tiste, ki še niso, Hrvaška na primer, članica EU pa še ni v Schengenu, ne, in pa dublinski sistem vračanja. Ne. Če to ne bo funkcioniralo, potem tudi nobene kvote popolnoma nesmiselne. Moramo vedeti, da mi nismo ravno ciljna država za te, ne samo za Sirice, pa z tega dela Afroazije, ne, ampak smo tranzitna država. Do obljubljene dežele. Ja. In zdaj imamo, mislim, da okrog 240 prosilcev za azil, če se ne motim, v postopku, ne, in so ljudje že pravzaprav tukaj, ne. En kontingent, mislim, da 25, koliko jih je prišlo, 45, to še ni konec, ne. Vedeti pa moramo, da usodo moramo deliti pač z Evropsko unijo, se smo njeni člani, ne. Kaj reče na koncu magister Zvonec in Rajh? Vse dobro. Ja. Mariboru in vam, ne? Ja, hvala lepa. Mariboru še posebej. Jaz sem pač stopil v te čevlje, upam, da niso preveliki in da bomo z ekipo, torej, ki jo imamo zdaj na novo izvoljeno v naši stranki, v našem odboru, uspeli vsaj tiste temeljne cilje dodelati že do volitev in potem seveda tudi prevzeti oblast v Mariboru. Hvala lepa in pa se vidimo čez teden dni. Srečno. Skupaj do najboljše izbire. Preverite ugodno ponudbo gotovinskih in stanovanjskih kreditov nove KBM. Obiščite nas v najbližji bančni poslovalnici ali enoti Pošte Slovenije in skupaj bomo izbrali vam prilagojeno rešitev. Nova KBM. Okna Arkont. Želeli jih boste pokazati.